delujemo za ston, iz ljubezni. Gospod župan, s tem, ko seli Šentjakobsko gledališče, uničuje ljubiteljsko kulturo Ljubljane. Kripak je to zaston eno zadnjih gledališč, kjer so igralci, akteri, zaston delujejo. Ne, mislim, da župan osebno ne uničuje ljubiteljske kulture in mislim, da tudi na področju kulture svoje delo upravljajo predvsem njegove strokovne službe. Ne bi gledal tako enoznačno. Ni to edino ljubiteljstvo. Mislim, ljubiteljstva je v Sloveniji ogromno. Po tej plati smo država, ki mislim, da vodi tudi v evropskem in svetovnem merilu po številu amaterskih odrov. Gre pa nedvomno za gledališče, ki je nekaj izjemnega. 90-letno tradicijo, s tem, da je res eno najstarejših ljubiteljskih repertoarnih gledališč v Evropi. In ne bi govoril o uničevanju kulture, ampak mogoče o enem sigurno neželjenem, ampak bolj nepremišljenjem, onemogočanju delovanja tega gledališča, ki mu lahko menjava lokacije dejansko pomeni drugačno usodo. Če bi imela mestna občina Ljubljana malo drugačen, bolj subtilen odnos do te stvari, do te problematike, bi se stvari lahko drugače izpletile? Jaz verjamem, da ga bo imela in da gre dejansko za nek lapsus, ki ga bomo skupnimi močmi popravili. Se zgodi v politiki. Ideja, da Lutkovno pa Šentjakobsko gledališče ne sodita skupaj, meni je strte izvitano, pa profesionalcev. Se ta uradna ideja taka, jaz ne bi vedel, da obstaja. Mislim, da ne sodita skupaj. Zakaj ne moreta biti v isti hiši, ne vidim razloga. Sodita skupaj v isti zavod, sigurno ne, ker je Lutkovno gledališče, poklicno gledališče, Lutkovno in namenjeno otrokom, to je ljubiteljsko gledališče z drugo zgodbo in poanto, ampak ne vidim pa razloga, da ne bi mogla biti v isti hiši. Takoj že leta in sama gledališča in ustvarjalci s tem nimajo nikakršnega.